Dobro jutro. Danes je že 11. izziv in danes v bistvu boste majčkeno razmišljali o tem, kakšni so bili vaši starši oziroma kakšen način odnosa, partnerstva so vaši starši imeli. Zdaj, prve take stvari, ki so res zelo pomembne, je, a sta se starša ločila, a sta se zelo veliko prepirala, a so bili ti prepiri nasilni. A je eden od staršev bil zasvojen s čimerkoli, ali pa deloholik recimo, da je zelo veliko bil časa od doma. Kakšne ste pravzaprav informacije o partnerstvu vi dobili doma? To je naloga tako za samske kot za partnerje, ker če smo samski, je zelo fino pogledati te vzorce, ki smo jih dobili, in mogoče tudi pogledati malo vse naše prejšnje ali pa dosedanje veze, da vidimo, koliko smo teh vzorcev tudi mi prevzeli, kako se tudi mi obnašamo v partnerskih vezah, koliko je to enega strahu bilo posredovanega čez te odnose in koliko mogoče se ravno zaradi tega težko spustimo v nek partnerski odnos ali pa nekje zares zbližamo. Za partnerje pa je pomembno, da to pogledate, ker včasih prihaja v partnerskih odnosih do prepirov, zaradi tega, ker imamo čisto različna pričakovanja o odnosu. Recimo, a bomo neke informacije o tem, kaj delava v odnosu, ali pa kako se skregava, ali pa kakšna pričakovanja imava. Ali so to neke stvari, ki jih lahko delimo s svojimi prijatelji, ali so to neke stvari, ki jih res drživa samo zase, samo za naju. Kakšne imamo, pričakovanja glede obnašanja en drugega, kakšen imamo odnos do nasprotnega spola. Vse te informacije so pomembne, ker potem včasih prihaja do enih sporov, ne zato, ker bi imel kdorkoli narobe ali pa ker bi kdorkoli kaj narobe mislil, ampak čisto zaradi tega, ker imamo ene drugačne izhodišča, zaradi tega, ker tudi pričakujemo v partnerstvu druge stvari. In tukaj so potrebni kompromisi. Če prihajamo iz različnih ozadij ali pa iz različne družine ali pa imamo, eni navado, da smo pa vsak večer imeli polurni sestanek in da je to res bilo za nas zelo koristno. Zdaj v drugi družini so imeli pa sestanke, kjer so se drli in kregali in je bilo to res zelo mučno. In zdaj se najdeva skupaj s takim partnerjem in seveda bo en izmed partnerjev čisto proti takimi sestanki, medtem ko jaz recimo pa lahko zelo vztrajam pri tem. Noben od naju nima prav oziroma oba imava prav. Se pravi, najti morava kompromis oziroma raziskati, zakaj sploh nam neka stvar ni všeč ali pa zakaj v nama zbuja toliko enega odpora, ker se lahko zelo namatrava tako eden kot drug, zato ker se bojujeva za svoje. Tako da dajte danes si vzeti, 15 minut časa in si napisati najprej, se pravi, te glavne stvari, ki res sekajo ven, a je bilo nasilje, psihično, fizično, a je bil kakšen alkohol, a so bile kakšne druge odsotnosti, a je bilo zelo veliko enih bolezni, a je bila kakšna depresija. In potem pa greste majčkeno bolj na čustvene stvari, kako je biti ob nekom, ki je ves čas depresiven, kako je biti ob nekomu, ki je ves čas odvisen ali pa v nekem alkoholu. Kakšen odnos se pravzaprav spleta? Se splete odnos, da oče pride domov in je že zaspan, ali je a je tam neka komunikacija, ali je res neka povezanost, da čutiš kot otrok, da si starša lahko nekaj intimnega data ali pa da imata en svet zase, ali čutiš kot otrok, da je to samo navada, kako je treba življenje čim bolj praktično zvoziti, s čim manj kregi, hkrati pa je med nama velika odtujenost. Tako da jaz vam želim veliko sreče pri tej nalogi, zaradi tega sreče v smislu, da se boste veliko stvari spomnili, da boste lahko čim boljš ozavestili vse, kar nosite s sabo. In da vam bo tudi ta naloga spremenila naslednje korake v življenju. En lep dan vam želim. Adijo!